Fantasy. Radio Fantasy. Evo legendarna pesem, ki ima korenine v 80-ih letih. Self-control je naslov te pesmi, izvajala sta jo Raf pa Laura Brenningen. 4 minutke čez 9:30 je, zdaj pa gremo mi v športne vode. Ok, zdaj bom dvignil vse možne mikrofone in RK Gorenje Velenje so z nami in lepo pozdravljam glavnega trenerja, ne samo trenerja, glavni trener piše na spletni strani Zoran Jovičič, pozdravljen. Lep pozdrav. Imaš malo bližje, Zoran, zelo si nežen. Veš, tih vase zaprt. Na igrišče pa nekaj čez drugega, ne? Pa ne, tam si tudi zaprt. Tudi. Dobar je. Drugi pa je že stari znanec z nas, Emil Taletovič, pozdravljen. Lep pozdrav. Evo, tudi vas sta zdaj nastavljena, se čujeta, tako je treba. Kaj zdaj? Zdaj je 6. krog, zadnji krog Evrope, dan zvečer. Ja, danes igramo zadnjo tekmo v Evropi, pač poslavljamo se iz tega tekmovanja. Evropa je za nas bila res to leto zelo težka, dobili smo zelo kakovostna nasprotnika, torej danski Go Gudme, Lucerne Švice, ki so res boljši od nas, bolj kvalitetni. Dejansko mi smo v tem pokalu res en palček, ampak z leta v leta smo vsako leto nekaj preskakovali, šli naprej. To leto pač so bile ekipe boljše in zasluženo napredovali. Mi se poslavljamo iz Evrope, dobili smo nekaj izkušenj iz tega in upam, da v naslednjih letih ti igralci, ki smo jih na novo dobili, ki smo spet na novo nekako formiramo ekipo, ker smo to leto izgubili kar nekaj nosilcev, bodo te neke izkušnje prej potrebne za naslednje tekme, naslednja leta in za nasplošno formiranje tih novih igralcev. Ok. Zdaj pa takle, Emir, na spletni strani piše, poslovimo se od Evrope z zmago. V stilu. Kdo je to napisal? Verjetno Žiga. Žiga tam le zadnji, tretje oko. Ja, no, mislim, to je želja, ne? Zdaj Ademar Leon prihaja. Ja, res je, mislim, želja je tek vsako tekmo zmagati, zdaj včasih gre, včasih ne gre. Ampak ja, kljub temu, da se malo badamo s poškodbami, takšnimi in drugačnimi zadevami, ampak ja, kljub temu gremo na zmago, da to zadnjo tekmo v Evropi odigramo tako znamo in zmoremo in da zmagamo Ademar Leon, tako smo jih že v prejšnjih sezonah. Vi ste imeli 7 obračunov do zdaj, oziroma to je 7. Za Ademarjo? Ja, v zgodovini RK Gorenje. Ja, kar sem jaz zdaj tu nazaj, ti si že dolgo, veš? Ja, to je res. Ja, je že bilo kar nekaj. Statistika pravi, da je razmerje 2:2, kar se zmag tiče. Ja, neč pa naj bo. Morate obrniti, ne? Ja. Tehnco, da se nagne, ne? 2:2. Veš, so neke take iz Ahilove tetive potegnjene statistike, se nima veze. V glavnem, oni prihajajo z severa Španije, vi ste tam že bili, ne? Ja, res je. Koliko ste odnesli takrat? V tej sezoni bomo pozabili, kako smo odnesli. Nazadnje, v prejšnji, pred 3 sezonami, v korona sezoni, v bistvu smo mi 2-krat zmagali. Tako da, dajmo v tej sezoni enkrat zmagati, da se poslovimo, tako je treba. Trener Zoran, zdaj velenjska ekipa je mlada ekipa, zdaj večkrat smo se pogovarjali, ker pač so bili fantje tukaj, koliko jih je možno skupaj nabildati ali pa recimo bodriti, da proti tudi takim velikim evropskim ekipam igrajo močno, pa brez nekega strahu. Pa če se vam odkriti, nismo niti več tako ekstremno mladi, ne. Je pa, res je pa, da nas je zelo malo, ne, posebej z izkušnjami. Dobili smo nekaj novih igralcev, dejstvo je, da cel klub gre po neki normalni poti, koliko imamo, toliko se raztegnemo. Tako da to leto smo pripeljali nekaj preveč mladih, ki dejansko rabijo še par let, da sploh pridejo do izraza, tako da v teh 2-3 igralce ne moremo niti računati. Ostalo je to nekaj 10, dejansko rotiramo z 10 igralci, imamo 2 poškodovana pomembna igralca in to nam se zelo pozna. Igramo na 3 fronte, kar je za
naš klub dejansko prevelik zalogaj, ampak nimamo si kaj pritoževati, tako sem prej rekel, nabiramo neke izkušnje. Treba biti realen, za to ekipo je to preveč, ne za to, za celo nobena slovenska ekipa v tem trenutku to ne premore. In se pozna to, par poškodb, ta ritem sobota, sreda, ki ga mi imamo edini v Sloveniji, se pozna in pride do izčrpanosti, poškodb in do porazov, ampak to je nek sestavni del vseh lig, vseh ekip in treba gledati pozitivno in upati na boljše dneve. Okay. Imir, kdaj je tekma sploh? Smo povedali. Tekma je danes ob 20:45 v Rdeči dvorani. Bolj uradno ali? Ful. Gremo. 2-4 smo igrali polfinale Evropskega prvenstva v Ljubljani z Hrvati in ne vem, ko je Ficko dal ti zmagoviti gol v nekem trenutku, ne vem, je bila pauza in takratni speaker ali pa ne vem, DJ je spustil taj komad in se spomnim, da je cela publika, ne vem, koliko tavžen ljudi ostalo in vsi skupaj so peli, dečko, ajde vladi. V pravem času na pravem mestu. Super. Vreme moram povedati, ker pritiče tele uri, ura je 16 minut do 10. Emir Taletović, srednji zunanji in pa glavni trener RK Gorenje Velenje, Zoran Jovičić, sta z nami v studiu. Zoran, zakaj si se nasmejal? Ker je on golman. To mi je bila velika želja vedno, ampak... Vratar. Emir Taletović je vratar. Prebral sem tam na spletni strani, pa sem se nasmejal. Vem, ker ga vedno v golu, ne. Ampak si kdaj razmišljal o tem, da bi bil? Ja, moji začetki tam pač zelo daleč nazaj. V bistvu v tistih generacijah, ko nobene ve, kaj špila, ko sam laufaš gor pa dol. No. Takrat sem še igral. Aha, pol pa skozi. Goalkeeper. Na gol, ja. Ne, jaz tudi vidim, preden začnemo trening, vidim pri njemu to veliko željo, ker že skupaj smo 7 leto. Pa ko pride Emir, vzame rokometno žogo, pa iz prve bum, začne streljati. Pa sem rekel, tale, pazi roko, da ne zlomi. Se zdaj ne gre Pa sem videl to željo, da bi bil igralec. Po sem obupil, no. Po 20 letih sem res obupil. Brez ogrevanja, na polno. Želja torej je. No, zdaj, evo, danes je Evropa, ne, to je zadnji 6. krog, lovite še točke in kot smo rekli, da se poslovite zmago. Kaj pa domače prvenstvo? Kaj se je zgodilo v Škofjo Loko? Pa nič, bom jaz zelo odkrit, to je tist, ko pride za tabo, to, kar sem prej povedal. Mi realno imamo ekipo, tako kot imamo, za mene najboljšo, za neke 3 fronte nas je premalo. Imamo poškodbe, določeni igralcev, zlom, mišica in to se kopiči neka utrujenost. Dejstvo je, da ko prideš v ta ritem, pride do, ne da bi igralec niti hotel, imam res prave fante, ki si želijo. Imam pa tudi neki neizkušeni mladi in ko to vse sešteješ, pride tudi taka tekma, Loka nas je zasluženo premagala. Ne bom rekel, da niso si želeli, enostavno ni bilo ni energije, pride tekma in treba dvigniti glave. To je normalen proces v tem. Še enkrat nabiramo izkušnje, zamenjali smo nekaj igralcev. Če hočete tudi, vedno sem jaz kriv, tako da ne bom tudi to kriv. Tako da, ampak mislim, da ta ekipa daje nek svoj trenutni maksimum. Poskušaš vedno izvleči še nekaj, ogromno se pogovarjamo. Mislim, da kot ekipa tih 9-10 fantov, ki jih mi rotiramo, nažal, to je glavni problem, da nas je premalo, ampak raztegujemo se tako, kot sem prej povedal, ko imamo, ne moremo mi se ni primerjati ni s Slovanom, ni s Celjem, ni s Trebnjem in gledamo vseh nekih tih svojih. Tretji ste zdaj, ne, v skupnem?
Ja, ampak govorimo po nekih igralskem kadru, budžetu, vse skupaj Gorenje. Mogoče je tudi problem, da smo vse ta leta, lani smo bili državni prvaki, nepričakovano, ljudje velike imajo pričakovanja, to nas zdaj, mogoče zdaj s temi pričakovanji tudi so malo nezadovoljni, ampak to je realna slika. Ko se povrnejo tisti poškodovani, mislim, da bomo pokazali še boljše tekme. Če bomo zdravi, bomo zelo konkurenčni vsem tem, ko sem prej naštel ekipam, tako da jaz to moram reči, da moram gledati pozitivno in stremeti temu, da tako kot je rekel Talo, vsako tekmo mi gremo na zmago, tudi če je konkurent boljši, nobemu to ne priznamo. Je pa res, da realno pogledamo to, kar se zdaj dogaja, to neka normalna slika, neka posledica teh treh fronta, ki jih igramo in tako je. Okay. Emir, na koncu boš ti zdaj naredil še uradno vabilo, ker rabimo čim več grl gor na tribuni Rdeče dvorane, da danes zmagamo. Ja, res bi potrebovali čim več grl. Glede na to, da je tekma pozno, 15 do 9, pa verjetno boste imeli kje za delati, pridite nas podbujati v Rdečo dvorano v čim večjem številu, potem pa pač se lahko tudi odžejate, kljub temu, da je sred tedna, razmišljamo o tem, kot da je sobota, tako da vabljeni na tekmo. Ok, končajmo s sloganom, črno-rumeno. Kot eno. Radio Fantasy. Radio Fantasy.